Uvedba digitalnega nadzora nad parkiranjem na ulicah je seveda zapleten proces. Bolj obvladljiva pa je ureditev parkiranja v manjšem sistemu, kakršna je recimo garažna hiša trgovskega centra. V preteklosti smo imeli dve, rečem, poglavitni težavi. Prva je, da seveda vsak želi parkirati najbližje in pri tem vztraja, tudi če je potrebno narediti za to več krogov, ker ni obveščen, kje je tisto prosto mesto in ga išče. Drug razlog, ki je tudi zelo pomemben, je pa varnost. Seveda je bilo prej več konfliktnih točk znotraj parkirne hiše. Kaj ste spremenili? Osnovno je, da smo uvedli enosmerne ulice, s tem smo se izognili trkom. Ko se pelješ po enosmerni ulici, smo v vsako ulico, kjer so prosta parkirna mesta, pred to ulico namestili označevalne table, ki označujejo, koliko je prostih mest v posameznem kraku, in vsa parkirna mesta opremili z točkami, senzorji, ki zaznajo, da se vozilo nahaja na tem parkirnem mestu, in s pomočjo svetlobnih lučk, ki so na začetku parkirnih mest, potem tudi optično daje vsakemu vozniku priložnost oziroma da prej opazi, katero mesto je prosto. Sistem je zasnovan tako, da te pelje do najbližjega parkirnega mesta. Ne glede na to, ali je to pritličje, ali je to prvo, drugo nadstropje, ampak voznika pelje do najbližjega parkirnega mesta. Najboljše pa je pri tem sistemu, da se obračaš proti večji številki. Dobite kakšen feedback? Nikoli niso vsi zadovoljni. Je pa sedaj več zadovoljnih, kot so bili prej. Zakaj? Ni skrivnost, da smo edino nakupovalno središče v Ljubljani, ki ima tovrsten sistem in pa tako garažno hišo. Drugod morajo še vedno iskati parkirišča, pri nas je ta čas iskanja, če rečemo prej, da je takrat, ko je bolj močen dan, ko je večja zasedenost, obremenjenost hiše, iskali parkirišče do 15 minut v povprečju, je danes ta čas samo še 5 minut. In s tem imajo po eni strani več časa za nakupovanje pri nas, ali pa po drugi strani so prej gotovi s svojimi nakupi in si lahko druge stvari poskrbijo za druge stvari. Avtomobilisti tudi v konceptu mest vidijo sodelovanje parkirnih mest s pametnimi napravami, tako teh v žepih kot teh v avtomobilih. Je pri vas to že kje v mislih? Pred kratkim smo predstavili aplikacijo, ki obiskovalca pelje znotraj nakupovalnega središča. Sedaj bomo to aplikacijo nadgradili še z aplikacijo Find My Car. Se pravi, da bo obiskovalec, da ga bo aplikacija potem, ko bo on parkiral vozilo, bo označil, kje se to njegovo vozilo nahaja, in bo potem s pomočjo aplikacije, ko se bo vračal, lahko našel, kje je svoje vozilo parkiral. V bodoče pa je mišljeno tudi že, da bo preko telefona lahko, se pravi, to rečemo potem druga faza, po uvedbi te prve faze, da bo pa lahko preko telefona že videl, v katerem nadstropju se nahajajo prosta mesta, ali to pritličje, prvo, drugo nadstropje.